Matic Vizjak, prihajam iz Šmarja pri Jelšah, iz lepe pokrajine, iz Podboča. Po poklicu sem pa zadnje 3 leta kmet. Če grem čisto na začetek, včasih smo imeli pri nas izključno živinorejo. Živinorejo smo potem šli popolnoma stran in se preusmerili v poljedelstvo. In tako da imamo pri nas že od samega začetka, pridelujemo žita in jih predelujemo v mlevske proizvode. Potem druga veja, bi rekel, je čebelarstvo. Imamo 2 čebelnjaka, vsega skupaj med 60 pa 65 panjev, odvisno od sezone. Tretja stvar so pa tudi danes rdeča nit, bi rekel, naše kmetije so čiliji, ker pač imam že tudi od malih nog to prirojeno ljubezen do pikantne hrane. In pa mogoče čisto zdaj na koncu je pa prišlo še vinarstvo in s tem novim izdelkom čili vino. Ne vem, koliko kaj ljudje razmišljamo, ampak dejansko ta kriza, ki smo jo zdaj prebrodili, je po mojem mnenju rodila zdaj eno nišo. Takrat nas je ogromno ljudi ostalo brez službe. In eni so se pač varno zatekli na borzo, drugi eni smo pa pač začeli doma nekaj ustvarjati. In na srečo takšnih nas je bilo kar nekaj in danes je veliko zelo dobrih butičnih izdelovalcev, ki imajo od ne vem kaj vse in to je v bistvu dvignilo neko kvaliteto teh izdelkov na kmetiji, kmetijskih izdelkov na našem slovenskem teritoriju. Jaz mislim, da se kaže neki svetli utrinki na tem področju, je pa še vseeno veliko dela, da spremenimo zavest pri ljudeh, kdo je kmet in kakšen naj bi bil kmet. Jaz pravim, da tu še vedno veljajo eni starokopitni stereotipi, ki za kmeta daleč že dolgo več ne veljajo. Naziv za inovativnega mladega kmeta 2017 je vsekakor mi zelo veliko pomeni, ker je to ena taka pika na i oziroma res neka nagrada za ves naš trud, ki ga vlagamo v kmetijstvo, v razvoj izdelkov. Res mi je en tak znak, da smo na pravi poti, da nas ljudje prepoznajo naš trud, naše delo in to nam da tudi nek elan, žar, neko energijo, da gremo naprej. In jaz sem zelo vesel, tudi ponosen, da lahko grem naslednje leto jaz v imenu kmetije Vizjak v bistvu predstavljati evropsko oziroma slovensko kmetijstvo na evropsko raven. Do zdaj slovensko kmetijstvo v Bruslju ni naredilo nekega, bi rekel, nekega efekta, nekaj prepoznavnega, ne vem kaj, ne. Zakaj je temu tako, ne vem. Se mi pa zdi, da je pa čas za neko spremembo. In mi imamo en kup inovacij, en kup zanimivih izdelkov. Jaz upam, da s to ekipo, ki gremo gor, da ne bojo, ne vem, imeli zdaj neke bremze, zato ker smo premajhni, ker če letos gledamo, letos je zmagal francoski kmet, ki je imel 1500 glav živine. Je pa kaj pol? Zakaj bi se omejali, če imamo 1500 glav živine? Mi imamo pa neke druge stvari. Saj na koncu tudi naša kmetija ima samo 2 hektarja obdelovalne površine, pa smo vseeno bili izbrani za inovativnega mladega kmeta. Tako da jaz upam, da za to ekipo, ko gremo gor, da bojo to nalogo vzeli resno, tako kot sem jo in jo bom še vzel jaz, da se usedemo za neko okroglo mizo in naredimo gor res en dober šov. Da postane slovensko kmetijstvo prepoznavno tudi na evropski ravni. Bi pa rekel tukaj, Evropska unija da kmetom, tudi slovenska država so subvencije, seveda marsikoga slišimo, da to ni res, veliko negativnih opazk je rečeno na ta račun, ampak jaz bom pač povedal, mogoče ker nam to ne bo všeč, noben ti ne bo denarja prinesel na mizo, pač malo boš mogel sam narediti za to, da ga boš dobil, pa ne malo, te papirologije pa formalnih zadev je ogromno, ampak da se dobiti neka sredstva, bi pa rekel, mogoče iz mojega vidika, sploh za tale, ki je za mladega prevzemnika, je premalo fleksibilen.